Pozdravljeni v spletni kavici, Amanto. Danes se bomo pogovarjali o tem, kak je proces pisanja, proces tega, kak pride v bistvu do izdaje besedila. Zdravo, Hana. Zdaj, prejšnje leto je izšel moj knjižni prvenec, Serijski morilec, kratkih zgodb. In zdaj s tem odločila sem se v bistvu, da bom torej govorila o nečem, kar mi je zdaj dosti blizu. In zato bi vas želela v bistvu popeljati skozi cel proces, kako se lotiti pisati, kako brati celo. Rada bi z vami delila neke napotke v zvezi s pisanjem in z objavo in upam, da bo komu to prišlo prav. Če boste imeli kakšnokoli vprašanje, vprašajte, bom vmes spremljala. Pa hvala vsem, da ste se udeležili naše spletne kavice. Tistim, ko ste danes izrihtali fraj za to, da ste tule z mano, ne? Teh je ziher veliko. Pa gremo. Torej, prva stvar pri nastajanju besedila je po mojem mnenju branje. Zdaj, kar se meni zdi osebno najpomembnejše pri ustvarjanju in izoblikovanju sebe kot avtorja, je to, da spremljaš stvari, ki se trenutno izdajajo, da spremljaš stvari, ki so z razlogom neke uspešnice mogoče. In treba je definitivno brati, zato da lahko začneš pisati. Če ne bereš drugih avtorjev, pa pišeš, boš tudi sam težko vedel, kak si, v kjo kategorijo pravzaprav spadaš in podobno. Zdaj najprej bi rekla to, da ko nekdo reče, da ne bere drugih avtorjev, zato ker je njega strah, da bo to vplivalo na njegovo pisanje, to zelo slab izgovor. To je ista varianta, kot če, ne vem, treniraš karate, pa ne boš spremljal karate, ali pa, ne vem, treniraš nogomet, mogoče boljša primerjava, pa ne boš gledal, ne vem, Evropske lige prvakov, če ta stvar sploh obstaja. V glavnem, zdaj, treba je torej najprej brati. Potem je zelo priporočljivo tudi, da se bere teoretična dela. Zdaj, meni osebno je pri moji izdaji zelo pomagalo tole delo Andreja Blatnika, samo da pridem do Andreja Blatnika, pisanje kratke zgodbe. In zdaj v tej knjigi vas v bistvu Blatnik pelje od začetka procesa, od vseeno, res, od pisateljske blokade do se pravi, pisal bi, pa ne morem začeti, je eden izmed naslovov, ideje, dialogi, vse je noter opisan, tudi opozarja na napake in celo govori tudi o objavi besedila, se pravi, pomaga drugim avtorjem priti nekako do tega, da se lotijo pošiljati svoje stvari mogoče okrog, ne. Zdaj, zelo veliko je podobnih del za izdajanje besedila ali pa za navodila, kako pisati. Zdaj, jaz sem recimo na faksu obiskovala predmet kreativno pisanje pri profesorju Borislavu Novaku in zdaj pri njemu smo recimo imeli, zdaj meni poezija daleč od tega, da je blizu, ampak on je imel recimo knjigo Oblike duha, kjer so opisane različne pesniške vrste, pesniške oblike in najprej, se pravi, vas pelje skozi proces, nato pa sam napiše pesem v tej obliki, da lahko v bistvu vadite s to njegovo knjigo. Zdaj pri njemu gre za ogromno teh oblik tudi, vas pa potem ne pelje do objave in tako dalje, ampak za nekoga, ki piše poezijo, je zelo fina zadeva, mogoče, da si pomaga s tem delom. Tako sem rekla, nekih pisateljskih hodnikov in teh zadev je na spletu ogromno, zato je treba na začetku tudi malo pobrskati v bistvu, ne.
Zdaj, ko se lotimo pisanja, ne? Imamo zelo velikrat problem, da ne znamo začeti. Zdaj, zato služi ogromno nekih strani, kjer različni ljudje objavljajo pisalne pozive. Kaj so to pisalni pozivi? Pisalni pozivi so v bistvu, ne vem, lahko je slika, lahko je prvi stavek, lahko je naslov. V tem smislu, se pravi, lahko na gospodu Google preverite razne pisalne pozive, lahko pa rečete, ne vem, sosedovi Jančki, da vam pove prvi stavek, pa vi iz tega potem napišete zgodbo. Zdaj tudi v Blatnikovi knjigi piše, in to se mi zdi zelo zanimivo izpostaviti, da če imate stavek, jaz bi rad pisal, ampak, potem je boljš, da počnete tisto, kar se zdi za ampak. Zaradi tega, ker se ogromno stvari izdaja dejansko in je mogoče boljš, da berete druge avtorje, če vas nekaj zadržuje pri pisanju. Se pravi, ko se odločite, da boste pisali, pište, ne. Seveda je tudi logično, da je potrebno služiti denar, pa hoditi v službo in tako naprej. Nimamo toliko časa za samo pisanje in na tem mestu bi jaz priporočala, da pišite pač, ko boste imeli čas. Kot sem rekla, ogromno je teh nekih pisateljskih priročnikov. Eden izmed njih je The Artist's Way Morning Pages Journal, kjer Julia Cameron govori o tem, da oziroma poziva avtorje k pisanju jutranjih strani. To pomeni, da vsak dan, takoj zjutraj, ko se zbudite, napišete 3 strani. In te jutranje strani nimajo smiselnosti v tem, da dobite iz tega neko zgodbo, ampak predvsem to, da prečistite svoje pisateljske kanale, da trenirate in gre v bistvu za to, da vi 3 strani samo pišete. Se pravi, karkoli vam pade na pamet in se vmes ne ustavljate in ne preverjate prejšnjih stavkov, stavki se med sabo ne rabijo navezovati en na drugega, ker tako sem že rekla, ni bistvo v smiselnosti ali pa v tem, da dosežemo neko fabulo, ampak je smiselnost v tem, da se v bistvu prečistimo in pa čez nekaj časa, ko odložimo, se pravi, te svoje, ko odložimo pisalo, ker ne moremo več, ker smo izčrpani in smo dali vse iz sebe, lahko to preberemo. Ampak ni priporočljivo, tako sem rekla, brati vmes med samim procesom pisanja, zaradi tega, ker se v bistvu toliko misli potem preusmeri in potem že hočemo narediti neko zgodbo. Se pravi, sam pišemo zato, da pridemo do tega, da očistimo vse skupaj, pa da dejansko lahko naredimo neko delo. To je eno izmed priporočil. Jaz recimo nikoli nisem tega delala, tako da ne moram reči, da izhajam tukaj iz sebe, ampak če ima nekdo težavo s tem, da bi rad prišel do neke zgodbe, pa ne more, je zelo dobro, da piše, čez nekaj časa prebere vse skupaj in mogoče bo tu noter se pojavil en stavek, iz katerega boste popolj napisali strovino. Nekateri temu, kar sem pravkar opisala, pravijo prostopis. Se pravi, to pomeni, da se usedemo, začnemo s pisanjem. In zdaj, če tudi ne veste, kako bi zdaj ta prostopis začel, imam jaz ogromno predlogov za vas, lahko ga začnete. Medtem, ko to pišem. Nekoč pred davnimi časi. Prejšnji teden v sredo. Dan zjutraj na stranišču. Naprimer, ne. V glavnem, ogromno je teh nekih začetkov, ki jih zopet najdete na internetu. In se pravi, tako sem rekla, šele ko se vam zdi, da ne morete več, da je to, da ste dali vse ven iz sebe, nehite, preverite, tudi ni nujno takoj prebrati, lahko to preberete čez 2 dni, ampak mogoče boste res našli noter ali besedo, ali asociacijo, ki se vam je porodila, mogoče v glavi med samim tem tokom misli, ki ste ga popisovali in se bo iz tega razvila zgodba. Zdaj, naslednja možnost je tudi, tako sem rekla, fotografija, naprimer. Ne vem, vzamete neko fotografijo, zdaj nimam nobene sicer pri roki, naprimer na fotografiji imamo avto. In zdaj napišete zgodbo o tem, kdo vozi ta avto, oziroma zakaj se ta avto znašel tu, kakva je zgodba v bistvu za tem avtomobilom, ki je nekje parkiran, naprimer. In tega je ogromno, recimo, ne.
Se pravi, tudi je možnost, da vam nekdo pove, o čem pišete, to so zelo dobri pisalni pozivi tudi, ne. Ena taka zanimiva vaja za začetek pisanja je povezana z asociacijami in zopet, ne vem, prva stvar, ki vam pade na pamet. Meni zdajle recimo pade na pamet telefon, na primer, in zdaj naredimo miselni vzorec in damo telefon. In nadaljujemo, kaj zdaj iz tega telefona lahko naredimo, ne. In zdaj jaz se recimo spomnim, da bi prvo črtico pa drugi oblaček potegnala in napisala dobra novica. Pa bi spet črtico potegnala pa napisala slaba novica iz telefona in jaz bi itak se osredotočila na slabo, ker vsi, ko ste kdajkoli karkoli mojega prebrali, veste, da imam zelo rada tako, nimam rada veselih tem, ne. V glavnem, no, v bistvu bolj tragične teme pa vseeno, dajmo jih malo začiniti, ne. V glavnem, kar sem hotela povedati, po asociacijah lahko spet pridete do neke zgodbe, pa mogoče ne bo prvi ta niz asociacij, ki smo ga ustvarili tisti pravi, pa bo mogoče potem dobra novica, dobra asociacija za vas, na primer, ne. Zdaj, ideja, na primer, zdaj pridemo recimo do ideje, torej naredili smo te jutranje strani, napisali smo, koliko smo lahko in zdaj se moramo, se pravi, odločiti za neko idejo. Ideja je zelo bistvena pri pisanju, ne. Zelo zanimivo pri ideji je to, da je lahko karkoli, hkrati je pa kar bistvena za neko zgodbo, na primer, ne. In zdaj ideja lahko izvira tudi iz druge ideje. In zdaj vas ne pozivam, da kradete drugim ideje, ampak hočem povedati, da če, ne vem, gledate nek film, kjer se vam zdi neko izhodišče, ki stoji za njim zelo zanimivo, ga lahko uporabite, date vi, ne vem, druge osebe noter in se čisto spremeni lahko koncept tega, ne. Lahko tudi zavijete zgodbo v čisto drugo smer, kot ta film, ki ste se ga pravkar ogledali, ne. V glavnem, da se ideje mogoče malo povzemati od drugih, pa jih preoblikovati v svoje, ne. To hočem povedati v bistvu. Zdaj zelo velikokrat slišim tudi stavek, da je vse že bilo napisano, ne. Kar je, pa ni, ne. Nekatere teme so mogoče res izžete, ampak še vedno ima vsak posameznik nekaj, kar lahko doprinese neki tematiki, ne. Zdaj recimo tudi v tejle knjigici od Blatnika, ko jo danes tako promoviram, se najde primer Gogolja, njegov Plašč je bil napisan recimo iz anekdote na zabavi. Gogolj je bil, se pravi, na neki zabavi in je slišal zgodbo o nekem moškemu, ki je leta varčeval, da bi si kupil puško za lov, in ko je končno zbral dovolj denarja, da si to puško privošči, mu je noč pred prvim lovom nekdo to puško ukradel. In zdaj Gogolj je iz te ideje razvil svoj plašč, in sicer okolje, ki mu ni bilo poznano, se pravi lovsko okolje, je zamenjal s svojim uradniškim okoljem, v katerem se dobro znajdel, in to puško je zamenjal s plaščem in je dobil svojo neko zelo zanimivo zgodbo, recimo, ne. Torej gre za to, da so ideje povsod okrog nas, ne, samo moramo biti nekako, moramo imeti sluh za njih, ne. Zdaj lahko so v literaturi, tako sem rekla, v filmih, v novicah, na primer. Zelo zanimivo mi je recimo bilo delo Aleša Čara iz leta 2007, ko je izdal zbirko kratkih zgodb Made in Slovenia, kjer je v bistvu namesto naslovov zgodb nadaljeval iz citatov lokalnih medijev. Se pravi, vzel je neko novico in je iz nje speljal pol zgodbo. Tako da res, ideje so okrog nas, samo treba jih je najti. Napake. Torej, gremo najprej na napake, pa bomo pa šli res na proces pisanja. Zdaj, glavna napaka pri pisanju je pisanje o sebi. William Johnson v priročniku Impressive Applications for Outstanding Jobs zapiše,
da večina ljudi misli, da mora prijava za službo, se pravi za neko delovno mesto, govoriti o njih, pa ni tako, pravzaprav mora ta prijava govoriti o podjetju. In tako je isto pri pisanju. Ne more to govoriti o nas, kot mora govoriti o bralcu. Ker vedno imamo na drugi strani bralca, ki ima neka svoja doživetja in pride z neko svojo predzgodbo, ko vstopi v našo zgodbo in si bo neke stvari po svoje interpretiral. In zdaj nočem reči s tem zopet, da ne smete pisati vse. Ampak hočem reči to, da napisano v smislu jaz, bo bralec zelo hitro spustil iz rok. In pa ko odstopite v bistvu od te napake, ki je osredotočanje sam na sebe, pa na svoje bistvo, pa ne vem kaj, se zgodi ena zelo fajn stvar in sicer zgodi se raziskovanje, kar je za nas kot avtorje zelo fina zadeva. Se pravi, jaz sem recimo pri svojem pisanju imela zelo velikrat problem, da sem se hotela lotiti neke teme, ki je nisem dobro poznala. Recimo imela sem primer, mogoče je to zdaj slab primer, ker nisem pa speljala, ampak vem. Hotela sem narediti, imela sem idejo o nekem zdravniku, ki pravkar operira in zdaj tukaj se pa neka zgodba okrog tega zgodi. Ampak kako bom zdaj jaz pisala o zdravniku, ki operira, če nimam pojma o zdravnikih, nimam pojma o operacijah, nimam pojma o ničemer. In zato bi pa zdaj jaz mogla, sam se nisem te ideje tudi oprijela, mogoče pa bom danes po tejle spletni kavici. Nisem se lotila, ampak če bi se lotila, bila izvedela zelo veliko v tem področju, kar je sam dober za nas in kar je v bistvu nas napolne, v bistvu splošna razgledanost in tako dalje se rodi iz tega, da hočemo napisati nekaj v neki temi, ki je ne poznamo pa dober, ne. V glavnem, zdaj pa gremo torej na sam proces pisanja, ker sem zdaj malo na uro pogledala, pa vidim, da kar vlečem neke stvari. Torej, pisanje, tu nimam nobenega komentarja več. Ko boste pripravljeni na pisanje, napišite. Bistveno je začetek. Začetek mora pritegniti k branju in včasih ga ne bomo napisali na začetku, ampak bomo napisali najprej zgodbo brez začetka, pa se nam na koncu utrnil en zelo dober začetek, pa bomo napisali fenomenalen začetek. In zdaj, jaz sem tule zbrala par primerov začetkov, da boste videli, kako v bistvu izgleda dober začetek, pa kak začetek funkcionira. Recimo, gremo, 100 let samote, delo se začne z mnogo let kasneje, ko je zrl strelski vod, se je polkovnik Aureliano Buendía spominjal tistega davnega popoldneva, ko ga je oče peljal, da odkrije led. Zanimiv začetek, ne? Potegni. Imam potem delo Andyja Weira, Marsovec. Začetek, citiram. Bolj ali manj sem v Riti. To sem ugotovil po tehtnem razmisleku. V Riti. Pred mano naj bi bila najlepša meseca v življenju, vendar sta se že 6. dan spremenila v pravo moro. Ne vem niti, ali bo kdo to prebral. Najbrž bo kdo slej ali prej našel dnevnik. Mogoče čez 100 let. Toliko, da smo si na jasne. Nisem umrl 6. dan, preostala posadka je vsekakor mislila, da sem. Ne zamerim jim. Mogoče bodo po vsej državi razglasili dan žalovanja in bo na moji strani na Wikipediji pisalo Mark Watney je edini človek, ki je umrl na Marsu. Trditev bo najbrž pravilna, saj bom gotovo umrl tukaj. Ne pa 6. dan, tako kot zdaj mislijo vsi. To je zelo dober začetek, po mojem mnenju. Pa še en zelo kratek začetek, Klavnica 5 od Kurta Vonnegutta. Vse to se je zgodilo bolj ali manj. Ok, mene taki začetki dobijo, recimo, ne. In zdaj, začetek je res zelo pomemben, ker bi rekla, živimo v nekem času, ko zelo hitro izgubimo zanimanje za neke stvari. In če nam nekaj ne bo všeč, bomo mi zlahka v knjižnici knjigo dali nazaj na polico. Ker pač, če nismo, se pravi, dobili bralca z začetnimi stavki, smo ga izgubili mimogrede, ne.
In zdaj, ena stvar, ko se mi zdi zelo dobra za zapolniti, je to, da je povprečna zgodba z odličnim koncem boljša od odlične zgodbe s povprečnim koncem, ker konce si v bistvu tudi zapolnimo, ne? Tako da prijemo pol na konec. Tukaj pri koncu se mi zdi to zelo pomembno. Se pravi, z začetkom je potrebno pridobiti bralca, s koncem mu je treba dati nekaj, da se mi zapolne. In konci so tisti, ki se jih ponavadi ni zapolnil, ne? Ta del vmes ne bom zdaj debatirala, ker nimamo niti časa za to. Če bo koga še kaj zanima, jaz mu z veseljem predam kakšne informacije o kakih delih, kjer najdete zadeve, ali pa kaj vprašam, z veseljem odgovorim. Zdaj, potem, ko napišemo delo, ne? Zdaj smo se končno odločili, smo zrihtali tiste jutranje strani in smo napisali neko delo in pa se zgodi ta scenarij. Zelo pogosto, to je moj ogromen problem, zelo pogosto smo tako zelo zadovoljni, da smo končno nekaj napisali, da se nam bo zdaj naše delo fenomenalno. In to je zelo velik problem avtorjev, ker smo zelo prehitro zadovoljni s svojim delom, ker je pravkar tule sveže napisan pred mano, najboljša ideja, kar sem jo kdaj imela, čeprav potem, ko se po dveh zgodbah, ki sem jih napisala naprej, vrnem pa k tem delu, pa si mislim, joj, kaj je tole bilo zdaj, ne? In zato je, ko nekaj napišemo, ni dobro, da zdaj rečemo, tole pa mladinska knjiga bo vzela takoj, ne? Pa da pošljemo kar na založbo, ne tega delati, prosim. Včasih je dobro pregledati delo takoj za sabo. Tukaj se pa zgodi ta del, da najdemo slovnične napake v take stvari. Potem pa je dobro to prespati malo, da naj delo malo odsedi, odleži nekje, no, pa ga preberemo čez nekaj časa še enkrat. Ker tako sem rekla, spustilo nas v tisto pretirano zadovoljstvo samih sabo, zaradi teh mislim, ker smo fenomenalni, ker smo pravkar nekaj napisali, ne? In bomo čez nekaj časa zelo trezno razmišljali in boljš pristopili k delu, ki ga bomo pa želeli preoblikovati, ne? Ker zelo redko se dejansko zgodi, da ti nekaj napišeš in da je to zaključeno, celota daleč od tega. Pri teh stvareh je treba zelo delati, jih popravljati, se vračati in zato, da pride pa neka dovršena stvar. Zdaj pa drug scenarij, ne? Napišemo nekaj, pa se nam zdi grozno. In zdaj, če se nam zdi grozno, ko sem rekla, ponovadi je problem ta prvi scenarij. In če se nam to zdi grozno, kako se bo šele zdaj nekemu bralcu, ne? Ko niti nima nobenega sočustvovanja z nami in mislim, briga njega, da smo nekaj slabe napisali, ne? In se pravi, če nismo niti najmanj zadovoljni z delom, je spet dobro mogoče pustiti to idejo nekje in pol se loti čez nekaj časa. Zelo velikokrat se vmes med pisanjem tudi zatakne in se mogoče res boljš čisto drugo smer obrniti, pa napisati zgodbo čisto kontra temu, kar smo jo pravkar pisali, ali pa vmes spremeniti neke stvari, mogoče boljš to delo dati, sedeti spet nekam in se vrniti njemu čez nekaj let, zaradi tega, ker bomo, ne vem, vmes pozoreli, da bomo to delo napisali, naprimer, mišljujem si. Na tej točki bi še opozorila, da je zelo fina zadeva imeti alfa bralca. To je oseba, ki je v tistem trenutku, ko mi zgodbo napišemo, malo bolj razsodna, kot smo mi, ker smo tako fenomenalni fajn, ker smo napisali zgodbo, ne? In se pravi, je to oseba, ki nas pozna, ki pozna naš način pisanja in je trezen na drugi strani, ne? In mu dejansko ni problem, ali pa mu tudi je problem, samo ga prisilimo v to, ne? Tako sem ponovadi jaz z mojim alfa bralcem, pravo moj alfa bralec, če gledaš zdaj slučajno. In se pravi, imamo alfa bralca, ki prebere vsako našo delo in nam on pokomentira pač neke smernice, da mogoče pa reče, joj, tole pa res ni. Pa pol to spet sprejmeš, ker se ti zdi vse fenomenalno, kar si pravkar napisal, ampak moraš sprejeti v končni fazi, ne? In zato tudi priporočam mogoče na začetku, ko se lotevate pisanja, se udeležiti kakih delavnic kreativnega pisanja.
In predvsem iz tega razloga, zdaj zelo veliko ljudi misli, da jim bojo tam pravili možgane, pa spet vplivali na njihovo pisanje, pa tako naprej. Meni se zdi to kreativno pisanje ful fajn zadeva iz tega razloga, da dobiš tam ljudi, ki jih isto zanima. Ker da jaz razlagam svojim kolegom, kako jaz uživam v pisanju, pa kako sem imela tamle problem, pa tako naprej, jaz se do neke mere to vsem delam, ne? Ampak se zelo hitro začnejo dolgočasiti. Če boste pa našli neke ljudi, s katerimi boste mogoče pa tudi ustvarili skupino, tako recimo jaz sem hodila na neke delavnice kreativnega pisanja in sem ostala s temi puncami v kontaktu in si še vedno pošiljamo besedila, še vedno se dobimo. Zelo fajn je, ker ti tudi 8 ljudi oceni, ne sam tvoj alfa bralec, to delo in zelo dobiš različne komentarje in zelo večji vpogled v bralca, ker ti pravzaprav kot avtor imaš bralca težko v mislih. Mislim, lahko ga imaš v mislih, ko pišeš, ampak ne prideš čisto do njega, no tako bom rekla. Ok, zdajle, že kar daleč, se bi mogoče dotaknila še sam pisateljske blokade, pa da pridemo pa do objave besedila. Pisateljska blokada, ne, taka zelo zanimiva zadeva, ki jaz se pravičujem, sem bom en šlo kave naredila, ker sem si jo prenesla in zdaj nisem sploh. V končni fazi je to spletna kava, ne. Torej, pisateljska blokada. Zelo veliko ljudi pride do te pisateljske blokade, dač pred tem, ko postanejo pisatelji, to se mi zdi taka fenomenalna stvar. Ampak je res, obstaja. Zelo velikokrat vmes med tem procesom pisanja se pojavi en del našega življenja, ko ne bomo sposobni nič dati sebe. Meni se recimo zdajle trenutno dogaja že nekaj časa tudi, da nič kaj ne napišem. Zdaj načeloma, če ne izhajam iz sebe, pa je pisateljska blokada zelo velikokrat povezana s strahovi. To je ponavadi strah pred zavrnitvijo, pred neuspehom ali pa celo uspehom vaše knjige. In v bistvu vse knjige, ki so v bistvu namenjene tej pisateljski blokadi, se strinjajo na eni točki. Če imate vi take strašne strahove s tem, kako bo vaše delo sprejeto, ali bo ful uspešno, ali ful ne bo uspešno, ali ne vem kaj, potem vam tudi tečaj kreativnega pisanja najbrž ne bo pomagalo, ampak vam bo pomagal na svet strokovnjaka, da se dejansko soočite s svojimi strahovi, ne. Ponavadi pa se v bistvu krivec za to blokado, kar se je tudi zelo težko priznati, skriva v dejstvu, da nimate v danem trenutku pač nič za povedati. In potolažite se potem s tem, da če bi imeli kaj za povedati, bi zdajle pisali kot nori. Talenta namreč ne morete ubiti, lahko ga izstradate definitivno z nevednostjo in tukaj spet poudarjam, da zelo fino se lotiti nekih stvari, ki jih ne poznamo pri pisanju, zato ker vedno več zvemo, ne izžemamo ene in iste teme non-stop, ampak se lotevamo nekih novih, s svojim talentom potem posledično in treba je svoj talent tudi hraniti in bolačiti. Zdaj, objava dela, ne. To se mi zdi, da vsi, ki pišemo, pišete, imamo potem nekako prvo ta problem dati te stvari od sebe, drugo ta problem, da ne vemo, kaj je dobro, kaj je slab, zato vse tiste stvari, ki sem jih prej naštela, se pravi alfa bralec, ljudje, ki jih zanima ta tema, pa jim lahko malo pošljete svoja dela. In zdaj zgodi se pravi, da ne upamo tudi dati stvari od sebe in če jih ne upamo dati, spet beremo tisto, kar sem prej omenila, da imamo strahove in moramo te strahove drugače rešiti, ne. Torej, ko gremo prek tega, jaz sem recimo tudi sama zelo velik problem imela dati zgodbo od sebe, ker se mi je zdelo, da je preveč mene noter in da bo človek, ki bo to bral, preveč dostopal nekako do mene. Zelo ranljiv si na tej strani. Ampak
ko greš čez to, ko se ti zdi, da mora nekaj ven pride, je v bistvu treba poudariti, da ni tako lahko priti do objave. To je prva stvar, ki bom povedala. Založbe prejemajo ogromno besedil, objavljajo jih pa zelo malo, v primerjavi s tem, kot jih dobijo. Sploh pa poudarjam, kar se tiče novih avtorjev. Zelo težko bo neko ime, ki se ni nikjer prej ponavljalo, prišlo do svojega prvenca. In žal je taka situacija. Po drugi strani tudi dobro, da je taka situacija zaradi tega, ker se pa res gleda, da se izdaja mogoče bolj kvalitetne stvari, kot če bi se res tudi vse izdajalo. Ampak to je prva stvar, ko vas moramo upozoriti, ni tako preprosto priti do objave. In prvi korak, ko se odločimo, da bomo sodelovali pri tem tekmovanju strašnem za objavo, je tehnični. Tu gre v bistvu za pravopisne napake. Poravnavo besedila, urejene narekovaje, recimo, da nimate dialoge v tistih teh narekovajih, pa pol v tistih strešicah, nekje tak, nekje drugače, da se te stvari uskladijo, da se te stvari uredijo, je zelo pomembno. In ker če dobi nekdo, ki dela na založbi, neko skropocalo, jaz verjamem, da niti pogleda ne bo, da ne bo prebral, in ta tehnični prvi korak je pomemben zato, da bo nekdo sploh se lotil branja našega besedila. Drugi korak, se mi zdi, bi bil iskanje založbe, ki bo objavila naše delo. To zgolj zato, da ne boste dobili preveč zavrnitev, ker če boste svoje delo pošiljali na založbo, ko se s čisto drugimi stvarmi ukvarja, pol ker pač ga ne bojo objavili. Treba je vsaj biti toliko realen, da najdeš založbo, ki podobne stvari dela, mislim, da se s podobnimi stvarmi ukvarja, da ima podobno tematiko, da mogoče podobna dela izdaja, ker potem imate manj šans, da boste tukaj zavrnjeni. No, tudi dosti hitro pol zmanjka dejansko založb. Torej, pošljete na vse tiste založbe, ki se vam zdijo primerne, založbe poiščete, jaz sem tudi googlala, koliko je založb v Sloveniji, kam poslati besedilo. Se pravi, malo raziščete, malo preverite teren. In vsekakor je pomembno, da so založbe, se pravi, relevantne in v skladu z vašim besedilom. Najboljše je, da se pravi, najdete založbo, ki podobne stvari izdaja in potem sledi vaš predstavitveni e-mail. V bistvu, zelo fajn je, da stiskano verzijo pošljete na založbo, da pokažete založniku, da ste si dejansko vzeli čas pa tole natisnili, da bo njemu tudi lažje, zato ker je veliko lažje besedilo takle prebrati, ko pa non-stop buliti v računalnik, sploh ko se gre za neke take stvari, ne za knjige. In da ste tudi vložili trud, pa šli na pošto, pa poslali. Že to je nekaj, ne. Se pravi, poleg tega pa pošljete tudi e-mail založbo. In se pravi, pošljete mail, kjer se predstavite, kjer v prilogo date svoje delo, je pa torej tudi pomembno, da v fizični obliki pošljete, tukaj da spet olajšate delo urednikov. Ok, zdaj odgovor, ne. Odgovor ne bo prišel hitro, definitivno ne bo pa prišel tako hitro, kot si vi želite, zato je potrebno na nekoliko počakati, ne. Zdaj meni se zdi sprejemljiva doba nekako 2 meseca recimo. Pol pa je mogoče fajn potipati, poprašati, če slučajno so prejeli, če niso prejeli, samo tukaj, da ne morate pa nikoli zahtevati pojasnila, zakaj, pa kaj je narobe, pa ne vem kaj, zato ker imajo uredniki dovolj dela s temi deli, s katerimi se ukvarjajo, in če pač vašega niso vzeli, vam pač tudi niso dolžni odgovarjati, zakaj ne. In zdaj, založb je veliko, ne. Poskusite potem še pri drugih, če pa se izkaže, da vam nobena, oziroma da so vse neodzivne, potem je mogoče dvoje, ne. Ali je svet res zelo krivičen, ali pa je nekaj narobe z vašim besedilom, ne. In zdaj v tej fazi, preden se vi lotite pošiljanja na založbe, jaz predlagam, da se najprej preizkusite v nekih
na tečajih literarnih, teh je v Sloveniji kar precej v bistvu. Izpostavila bi recimo Rdečo nit za študente, potem Ars vsako leto razpisuje na tečaji Sodobnost, to so nekako natečaji, ki se vsako leto izvedejo in pošljite najprej svoje besedilo tja, ker boste v bistvu tam se že preizkusili in če zdaj vi dobite nagrado na natečaju, pa seveda, da boste poslali tudi na založbo, ker vaše delo je očitno dobro, ne. Pa poleg teh natečajev, ker spet zelo malo ljudi je objavljenih, dobi nagrade in tako naprej, spet prejme ogromno besedil. Priporočam tudi pošiljanje svojih zgodb ali pa, se opravičujem, ker govorim samo o zgodbah, pač govorim iz svojega vidika, tudi pesmi, ne. Pošljete v bistvu lahko na revije. Zdaj spet Sodobnost revija, Novi zvon je v ljubljanske fakultete, filozofske fakultete, Literatura, Apokalipsa, Mentor, to so ene izmed revij, kamor lahko pošljete svoje besedilo in tam vam bodo potem javili, če je besedilo okej ali ni okej, mogoče spet ne, ampak boste pa definitivno sami sebe preizkusili, ne. Torej, za zaključek, jaz bi rekla, da ob vseh zavrnitvah, ki jih mogoče prejmete, upam pa seveda, da ne, da se vseeno vedno spomnite, da je J.K. Rowling bila, preden so na založbi sprejeli Harryja Potterja, v 6 založbah, ki so ji delo zavrnili, ne. Tako da, vztrajajte mogoče, povežite se z ljudmi, ko bodo mogoče brali vaše stvari, da vam dajo nek feedback. In to je to. Jaz vam želim uspešno pot pri pisanju. Če vas karkoli zanima, tako sem rekla, še vedno lahko napišete ali v dogodek ali na našo Facebook stran, kamorkoli, kontaktirajte. To je to. Me veseli, da ste se mi pridružili. Pa spremljajte naše dogodke naprej, ne moram vam obljubiti, kdaj bo kakšna spletna kava še kaj ali pa karkoli podobnega. Spremljajte nas, ne. Adijo.